Slovenska demokratska stranka se odločila in danes sklicala tiskovno konferenco na temo opozicija brez argumentov proti pokrajinam. V nekaterih medijih je pisalo, da SDS izsiljuje z argumentom moči. Jaz upam, da bo od danes naprej lahko pisalo, da koalicija izsiljuje z argumentom moči argumentov, ker koalicija in Slovenska demokratska stranka imata argumente za ustanavljanje pokrajin. Zdi se nam seveda pomembno v tem mandatu, pravzaprav najpomembnejši projekt je ustanovitev pokrajin, pa ne iz političnih razlogov, ampak iz gospodarsko, socialnih, razvojnih in boljše kvalitete življenja vseh državljank in državljanov v tej državi. Dejansko so pravzaprav argumenti, ki jih opozicija uporablja za to, da ne sodeluje pri spremljanju pokrajinske zakonodaje, absurdni. Predstavljajte si, pripravili so celo amandmaje in ko smo prišli tako daleč, da smo upoštevali in celo izglasovali njihove amandmaje, se oni umaknejo iz tega procesa. Kaj to pomeni? Da so z figo v žepu pravzaprav vse, kar so govorili in delali do sedaj v zvezi z pokrajinami. Ali drugače povedano, tak opozicija, če bi bila kadarkoli ponovno vladna koalicija, nikoli ne bi ustanovila pokrajin, ker se tega enostavno ne želi in noče. In ker je stanje postalo tako absurdno strani opozicije, če bi imeli zakon o volitvah poslancev, državljanke in državljani možnost, to, kar smo v Slovenski demokratski stranki že predlagali pred leti, ko smo bili v opoziciji, odpoklicati poslanca, torej po nekem drugem večinskem volilnem sistemu, sem prepričan, da bi te poslance iz, bom sedaj povedal, Mogeta, Pečeta in tako dalje, Petke in tako dalje, iz Štajerske in seveda tudi iz ostalih delov države, državljanke in državljani odpoklicali. Zato bi pravzaprav bilo za razmisliti, če niso ti poslanci pravzaprav prestopili roba zaupanja volivk in volivcev in bi, glede na to, da so sledili svojim političnim centralam tukaj v Ljubljani, bilo celo smiselno, da sami dajo možnost poslancem, ki so na listi za njimi in da se enostavno omaknejo in seveda omogočijo, bom rekel, tistim, ki so še dovolj odgovorni do naroda, da to zakonodajo sprejmejo. V tem primeru več ne moramo govoriti o subjektivni odgovornosti, ne političnih strank, ne o subjektivni odgovornosti posameznih poslancev v tej grupaciji, ampak sem prepričan, da že o objektivni odgovornosti in pri takšni objektivni odgovornosti bi bilo resnično bolje, da odstopijo, kot pa recimo nekateri govorijo, da se umaknejo iz procedure zato, ker recimo koalicija ni dovolj resno upoštevala stroke. S tem pa seveda ne navedejo nobene stroke in še več, celo župani njihovih političnih strank so jih pozvali, državljanke in državljani jih pozivajo k te sprejetju zakonodaje, pa vendarle so, bom rekel, postali tako arogantni, da se mi zdi, da ne vidijo niti več do roba, po katerem se sprehajajo. Toliko z moje strani. Hvala. Jaz mogoče nekaj. Glavni
Eden glavnih zadržkov naših kolegov iz opozicije je to, da je število 14 preveliko. Najprej, okrog tega števila 14, to število si ni izmislila ta vlada, ta koalicija. Nastavek za to število je nastal še pred koncem prejšnjega mandata prejšnje vlade, ko je bilo ustanovljenih tistih 14 razvojnih regij. To je bilo tudi vse, kar je prejšnja vladna koalicija v dolgih letih storila. Ni uspelo spremeniti ustave, ni uspelo spremeniti oziroma pripraviti zakonodaje na tem področju, tako da praktično kaj več kot to, da so načelno sicer zagovarjali ustanovitev pokrajin, niso storili. Drugo, kar izhaja iz tega števila, je to, da bi 14 pokrajin bilo premajhnih, da bodo šibke, da ne bodo sposobne upravljati svojih funkcij. Mi trdimo, da velikost ni nujno povezana z uspešnostjo. Zato je en kup nekih primerov. Najprej, če se vrnemo na lokalno samoupravo, ko so nastajale nove, manjše, praviloma manjše občine, so vsi govorili, ne bodo preživele, bodo še večji razvojni zaostanki, finančno bodo prešibke, kadrovsko prešibke. V praksi se je pokazalo, da to sploh ne drži. Imamo danes en kup majhnih občin, ki so zelo uspešne, ki so se začele razvijati šele takrat, ko so postali samostojne občine. Tudi, če pogledamo na področje držav, imamo v Evropi, v svetu en kup majhnih držav, Luksemburg, Finska, Monako, recimo, pa tudi Slovenija, ki so relativno majhne, pa so uspešne. Na drugi strani imamo pa velike države, z milijoni prebivalcev, ki znatno zaostajajo za temi. Tako da to nikakor ni pravilo. Bolj gre za to, da je potrebno ustvariti pogoje za delo in da imamo ljudi, ki to tudi delajo. In ta zakonodaja te pogoje ustvarja. Mislim pa, da je v Sloveniji dovolj ljudi, ki so pripravljeni za svoje okolje, za svoje dobro tudi marsikaj storiti. In tretje, kar se tiče števila pokrajin, je pa čisto enostavno. Koga črtati? Koga? Katero od teh 14 pokrajin črtati? Je to Savinjsko-Šaleška? Je to Posavje? Slučajno sem se spomnil, ker je en goreč zagovornik med poslanskimi kolegi iz Socialnih demokratov, ko je pa šlo za število pokrajin, pa zagovarjal čisto drugačno stališče. Kaj je s Prekmurjem, ki je eno najmanj razvitih področij v Sloveniji, a si ne zaslužijo boljše pogoje? Kaj je s Koroško, ki že zgodovinsko nekako kliče po krajini, pa je bomo potem kar črtali? In na ta vprašanja ti, ki govorijo o manjšem številu, pač ne dajo odgovor.